Nisi tako kot mladi rekel, jaz bom pri 20 umrl. Ja, To je prav grozno. če bi pač tako moglo biti, bi pač tako moglo biti. Danes je k nam v goste prišel nekdo, ki te navdihne s svojo energijo, z nalezljivim smehom, a hkrati tiho opomni, da so najtežje bitke pogosto tista največja darila. Simon Kuzmič-Malek, tekač, borec, optimist, človek z veliko začetnico, dobrodošel v našem Neokvirjenem. Hvala lepa. Najine poti smo ravnokar se pogovarjali, so se srečali kakšnih dobrih 5 let nazaj. Mislim, da malo več, ampak... 5-6 let tu tako je, nekje. ja, Mogoče smo se srečevali v kavarni Lena Cafe, ampak takrat smo pripravljala prispevek za kavarniški časopis in takrat smo predstavila tvojo zgodbo. Ja, res je, v bistvu tako zelo na kratko pa na hitro. Takrat smo bila omejena, zdaj pa nismo toliko omejena, tako da lahko bova šla mogoče malo bolj v podrobnosti, ampak vseeno že takrat je meni bila ta tvoja zgodba, pa tudi od Martine, lastnice, je bila taka zgodba navdiha, nenavadna, ampak če bi moral svojo življenjsko pot opisati z enim stavkom danes, kako bi zvenel? Ne vem, kalvarija verjetno. Kalvarija. Mislim pač, dobro, zdaj, če pa beseda kalvarija pravilna, ampak do tega dogodka je bilo pač načeloma, dobro, ni bilo ravno lepo, ni bilo ravno grdo, pač rečemo temu nekaj srednjega. No. Bili so sicer neki družinski dogodki, ampak to je stvar za druge stvari. No. V bistvu, ko pa se pač to zgodilo, pa ja, v bistvu tale zgodba ni bila ravno sicer začetek lepno, ampak ja, pač dejansko pač neke vrste kalvarija to bila. Se pravim, od začetka, odkar se to, oziroma... Če greva mogoče malo bolj, tebi se v bistvu kot mlademu brucku, pisal si se na faks. Tako je, prvi letnik faksa in... Postavili diagnozo možganski tumor. Tako je, ja. Možganski tumor, oziroma kavernomno. Kako se je začelo? Bi lahko mogoče to preprečili? Zdaj, če v bistvu gremo to čisto od začetka, to je bilo, zdaj ne me zdaj točno za besedo držati, ampak nekje december 2010, tu nekje, ali pa nekje v jeseni. No. Začeli so se pač pojavljati glavoboli. Ne enkrat, kar mislim. Ja, v bistvu to je bila ena taka specifični glavobol, ne kot glavobol, pač kot te glava boli, da v bistvu pač da te boli cela glava, ampak na enem specifičnem delu glave, oziroma pač možgana. Ampak to so bili glavoboli, ki v bistvu tablete ali pa karkoli bi si vzel, ni pomagalo. To je bil glavobol pač tako konkreten. Res da pač s časom, ko je to rastlo, je v bistvu ta bolečina oziroma ta glavobol postal še bolj neznosna. V bistvu bil sem pač trikrat pri osebnem zdravniku. Ampak glede na to, da sem pač bil star 20 let, pa s športom sem se ukvarjal, je bilo tako, da tega pač noben ni resno jemal. Pač premalo vode piješ. Dobro, v redu. Saj res sem malo manj pil, ampak pač kakorkoli. V bistvu pol je bilo pa tako, da je bilo 2 meseca, recimo 2 meseca mir, niso bili tako pogosti. No. V bistvu pač mogoče to bilo enkrat na teden. Ok, v redu, saj preživiš enkrat na teden glavobol. Recimo. Pol pa je to bilo spet, ne. Pol pa je že bilo 3-krat na teden. In sem šel spet zdravniku, ne. Odgovor je bil spet tiste. Pač premalo vode piješ. Ja, pač to nekaj ne štima, ne. Ja. In pol, ko sem šel pa 3-tič, je bila pa mama zraven. In pol je pač rekel, ja, ok, v redu, bom te pa dal nujno, da pač nevrologo, in sem šel pač direkt potem na slikanje, direkt, neposredno v UKC Maribor. Ja, ko sem pa prišel z UKC-a z slikami, pa mu pač več to ni smešno bilo.
V bistvu diagnoza pač tumor, kavernom, no. In pač potem tako se je to začelo vse skupno. Mislim, da je bilo to takrat slikano, kaj pa jaz vem, nekje, mislim, da nekje aprila, če se jaz prav spomnim. V bistvu takrat je on priznal svojo napako in je pač dal tudi predlog, takoj, da se pač to pogleda malo bolj strokovno in je predlagal klinični center v Ljubljani na nevrološkem oddelku, oziroma nova nevrološka. In smo pač šli tja s tem pač, kar je bilo. Je pa pač bil ena smola je bila, kjer so bili pač potem tudi časi počitnic. Tako da v bistvu so tele izvidi stali cirka 2 tedna. Tako da smo tisto pol dvignili, ker pač itak ni šlo nikamor. Niti se niso mogli v UKC-u srečati, ko se zdravniki srečajo. Konziliji, ja, tako. V bistvu potem smo pač te izvide vzeli. Je pa mama potem našla enega nevrokirurga, zdaj ne vem na kaki način, dr. Dolenc, žal pokojni. No, k njemu smo potem prišla na posvet, kar je pač on, ko smo pač prišli za slikami, je pač rekel, da to je, da to s temi slikami definitivno ne, ker je pač to preveč riskantno. Tako da še dobro je bil še drug kirurg, dr. Pregl, v tistem trenutku tudi tam, no, in pol je on predlagal pač, da bi se pač da bi se to ponovilo slikanje in bi šli kar v Celje. On je bil pač, je rekel, da oni delajo zelo dober slike in tudi izvid naredi ena zelo dobra zdravnica, oziroma radiologinja, no. Tako da smo šli potem direkt, mislim, na naslednji dan celo, direkt v Celje na slikanje in je bilo to. Pač naredil sem te slike so šle direkt v UKC Ljubljana in pač je bilo, kar se tiče predpriprav oziroma konc. In potem se je pač začelo čakanje, no. Dobil sem pač omejitve, se pravi nekje poleti, no, ker pač čas teče hitro, ne. Da s poletjem se je pač začelo čakanje, oziroma nekaj, kaj si pač imel kot neki športni nadušenec veliki problem, ne, pač mirovanje. Kaj pa, na primer, Simon, ker se profesor Dolenc, on je bil alfa in omega, on je vrhunski, definitivno, ne? Eden najboljših kirurgov na svetovni ravni. Ampak vseeno, ko si ti vedel, da si do takega kirurga prišel, ne, ker je res dober, pa ko ti je on povedal diagnozo, kak je bil že tisti občutek? Mogoče tle, ko si dobil iz Maribora izvide, ali je bilo tisto, da si to sprejel, ali si mogoče rekel, mogoče se pa moti, ali... Mislim, to, da se moti, ne. To, da se motijo, ne. Kaj je takrat tebi šlo prvo po glavi? V bistvu nič takega. V bistvu je bilo tako, da ko sem pač dobil diagnozo pri UKC Ljubljana, no. Pač moramo vedeti, da je zdaj mogoče prehitevam, oziroma smo preskočili en del. Prve slike v Mariboru je bila velikost tumorja, oziroma kavernoma, no, mislim, da 2x1 centimeter. Ko sem pa to je bilo, pač te slike so bile aprila, mislim, da narejete. Ko sem jih v Celju delal, to je bilo potem že, mislim, da 2 meseca kasneje, ali pa tu nekje, no, časovno, to zdaj se točno ne spomnim, je bilo že 2x3 centi. Zdaj, kaj meni takrat šlo po glave, pravzaprav nič takega. V bistvu, pač dejansko se pa s tem moraš sprijazniti. Nisi tako kot mladi rekel, jaz bom pri 20 umrl. Ja, to je prav grob.
če bi pač tako moglo biti, bi pač tako moglo biti. Zdaj, spremeniti ne moreš kaj dost. To je dejstvo. S tem se pač moraš sprijazniti, pa živeti s temi omejitvami, ki jih pač dobiš. Pač držati se moraš nekih stvari. Pač zdravnik vseeno ima neko izkušnjo, oziroma ima znanje. On načeloma bi mogel vedeti. Ampak ja, pač držiš se temu, kaj ti pač reče. Ja, Mija smo zdaj dobila slike iz Celja. In pol je čakanje. Zakaj to čakanje, če pri tebi to tako raslo? Jaz bi pričakovala, zdaj hitro rešimo zadevo. Ja, v bistvu bila je stvar taka, da je to bilo na enem zelo specifičnem delu možgana, in to je v samem centru glave, 3 centi iz zgoraj dol, in pa 4 od zgoraj dol, pa 3 od leve strani proti desni. To se pravi središče, no, pač na sredini. In pač tam je bilo polno nekih stvari, ki so kritične za delovanje vsakdana, recimo. No. Od sluha, vida, ravnotežja, govora, karkoli. Karkoli bom zdaj rekel, bo zraven. In ker pa v bistvu bila ta stvar zelo tak na problematičnem delu, niso to mogli iti, ne vem, kot rutinska operacija slepiča. Ne, tudi slepič je lahko problematičen, ampak vseeno, ko ti pa glavo gor odprejo, pa pač to vseeno neka druga stvar. Ne. To je načeloma tak zelo grob poseg. No. Ja, v bistvu čakal sem do decembra, do novembra, konc novembra. Konc novembra sem dobil pismo iz UKC Ljubljana, da naj se 4. decembra v nedeljo zglasim v kliničnem centru, da se pač pripravim na poseg. In to je bilo to. Pa so ti povedali, ne vem, kako dolgo bo, kaj te čaka po posegu, ali je bilo to... Ne. V bistvu informacij ni bilo kaj dost, niti to, kaj me čaka. Bilo si pač povedali so, da je v bistvu stanje lahko po operaciji katastrofalno. Se pravi, pač kot sem že omenil, od invalidnosti do smrti. Kasneje sem potem tudi zvedel, da recimo stanje, v katerem sem trenutno, oziroma v katerem sem bil po operaciji, je verjetnost manj kot %. Ja, sreče bi rekli, rojen pod srečo zvezdo. Skoraj tako rekoč. Ok, gremo pred operacijo. Dobro, ti si zdaj od tega, od aprila do decembra. Meni se zdi še vedno to, mislim, pri 20 letih ti tako težko diagnozo postavijo, ker dejansko pol ti povejo, ali boš umrl, ali boš invalid, ne veš, kaj boš. Kaj je tebi hodilo tisti par mesecev po glavi? Probal sem se v bistvu nekako zaposliti. Kako je mama tudi dojemala? Ja, v bistvu so to drugi sprejemali bolj čustveno kot jaz. Pač jaz mogoče gledam stvari, pa mogoče čudno, ampak to je vseeno neki del življenja. Konec koncev, smrt načeloma ni tabu. Pač smrt je konec poti. Zdaj pa, kdaj bo pač prišla, pač ne moreš vedeti. Saj lahko te tudi avto povozi. Res pa, da je pač tole stvar ni ravno lahka, no. Tako da v bistvu mogel sem se z nečim zaposliti, da sem te stvari malo dal na stran, no. In tako sem še pač preko študenta delal vmes. Tako da... ti si še potem vmes delal preko študenta? Ja, dobro, se ni bilo nič takega. Ampak ja, zaposlil si se. Ja, pač z nečim se zaposliš, tako da je to tono.
Pa malo hodiš sem pa tja, pa malo se športno ukvarjaš, v smejah normale seveda, ne. Pač dobro, s kolesom se lahko pelaš, ker to pač ni neki grozen napor, ne. Pa si kdaj tu išel, ne vem, na Google pa pogledat, kaj me čaka, ali si pač Ja, mislim, da sem zaupal samo to, doktorju? to zdaj nisem točno ziher. To zdaj ne upam trditi, ampak mislim, da sem, ja. Se pač so povedali tudi na kliniki, da oziroma v kliničnem centru pač, kaj se pač lahko pričakuje, ne. Ampak dokler se to ne zgodi, pač ne moreš vedeti, ne. Tako da ja, pač oni so se v bistvu takrat potem, ta konzilij se je zgodil, ne vem zdaj, kdaj je to bilo. V glavnem trajalo, no. To je trajalo do decembra, no. Do decembra in Ko je prišel ta dan D, v ja, nedeljo si šel? v bistvu jaz sem bolj to tako vzel kot neki izziv, recimo. Spomnim se, ko sem v nedeljo popoldan, mislim, da je bilo okrog 3, nekaj takega, 4, pred kliničnim centrom. Pred kliničnim centrom stal pa se pogovarjal z starše. Sicer so bili kar precej zaskrbljeni, no, ampak jaz sem v bistvu šel v to tako zelo sproščen. Jaz sem se pač sprijaznil, recimo, zdaj pač marsikaj lahko pride tu vmes. Lahko je marsikaj. In pač tudi smrt je ena izmed možnosti tukaj, ne. In pač jaz sem rekel, zdaj druga mi tako ne preostane, ne. Ali grem zdaj, ali bom pač šel mogoče 3 mesece kasneje. No, v bistvu to smo pol tudi zvedeli preko enega internega zdravnika, ki ga pač mama pozna, ki je pač tudi slišal, ko se je ona pogovarjala. In je on pač rekel, pač v bistvu, zakaj se gre. In je pač ona tudi povedala pač to zgodbo in je rekla, to je bilo v bistvu pol že bilo po operaciji, no, moče sem malo prehiteval, ampak kakorkoli, no, v bistvu naveže se na to, na ta dogodek. In je v bistvu on je ravno omenil, da v bistvu to, kaj je zdaj, je dejansko skoraj čudešno. Pač kot zdravnik se itak spozna na določene stvari, ne, oziroma na večina stvari, kar se tiče zdravstva. Tako da, ja, v bistvu on je takrat omenil, ne, da je to pač manj kot procentno. No, v bistvu, da grem nazaj, nedelja. Ja, v bistvu vzel sem to kot neke vrste izziv. Sam pri sebi sem rekel pač, da bi rad po tej operaciji prišel nazaj na isto stanje, kot pač bi bilo, ne. Zdaj, kako stanje bo, ne veš. Tako da, to je bilo to. Tebe so pripravili in kako dolgo je potem trajala ta operacija? Kako dolgo je bil poseg? Ja, operacijo smo imeli v ponedeljek zjutraj, mislim, da ob 6 so me zbudili. Tako sem mogel podpisati, mislim, da 3 ali 4 stvari. In potem so me pelali dol v postelji, ne. Ker luksus, da te pelajo. Ja, in prideš, mislim, da je bilo ob 7, ker prijem pač ti te papirologijo rešiš, pa da se prijem se pač vse stvari uredijo. Mislim, da je bilo okrog 7 ure, nekaj takega. Ja, in pol te dajo tam na kirurško mizo, tam se spet dale pelajo, ne. In pol greš tja do anesteziologa, tam se pogovarjaš malo z njim in on ti pol v bistvu da tisto dozo, da zaspiš. No, v bistvu, ampak to je traja, za 1 minuto, recimo 45 sekund. Vem, da sem bil v zadnji operacijski, mislim, da jih je 7, nisem ziher. No, Okay, ja. ja, tam je itak že bila cela ekipa, no, kirurga še sicer ni bilo, bili so 3, no. 3 kirurge. Ja, in pol te postavijo tja na tisto mesto, ko pač je kirurška miza. In to je bilo to. Po
se pravim, po slabi minuti me je zmanjkalo. No. In potem sem se zbudil po, mislim, da 4 urah. Mislim, da je operacija trajala 4 ure oziroma slabe 4 ure, nekaj takega. V eni taki temni sobi, polno je bilo teh tega pribora kirurškega? Ne. To je že ena taka čakalnica po operaciji. Aha, ok. V glavnem ful temna soba je. So pa bile te mize na kolesih. Jaz sem bil edini, če se jaz prav spomnim. No, v bistvu, jaz sem se pač zbudil, kot da bi se pač zbudil iz spanja. Nič, kot da ni bilo nič, no. Ok. In teda je pol takoj na intenzivno nego in tako naprej. Tako da ponedeljek je pač trajal, oziroma je pač se zgodil tako, kot je bil. Jaz sem bil čisto ok, mislim, čisto ok, po operaciji, koliko sem se pač samo spomnil, in tako me je pol nazaj zaspal. No, v bistvu v torek pa se je stanje kar fejs poslabšalo. Tam je bilo kar malo tako problematično, ni bilo vem, da je bilo polno teh nekih, kako se že reče, cevk, priklopljenih na mene gor, hrana, itak nisi jedel, ne. Glavnem, počutil sem se ful slabo. Vem, da je prišel ta drug kirurg, dr. Pregl, preveriti, kako je z mano. In da mi je govoril, če razločim nekaj, naj neke roke, prste dvigujem, ampak vem, da sem delal narobe. Ki mi je rekel, mislim, da je levo, jaz sem desno, v glavnem, kakorkoli. No. Nisem čist bil točen tako, kak je on rekel. Pa si se ti takrat zavedal, da nisi čist točen to? Ja, to sem vedel. Si vedel, da nekaj ne gre v redu. Tako da to je bilo to. Pol pa sem spet zaspal. Ne. V bistvu, stanje je bilo kar slabo. No. V bistvu v sredo so me poldali v navadno sobo. Tam smo sicer enega gospoda, ali dva. Vsaj enega se spomnim. No. On me je v bistvu malo silo, kar se tiče hrane. Ampak to je to, pač dobiš tisti pladen, gledaš tisti pladen, ne veš, zakaj ne veš sploh, kako bi se lotil tega. Gledaš zajtrk, gledaš žlico, gledaš žvilco, gledaš nož. Dejansko nisi vedel, kaj naj uporabim. Vedel si, da je nož pa vse, ampak nisi vedel, kako. Ja. V bistvu vedel sem, kaj, ampak nisem znal uporabljati. V bistvu tudi gledal, recimo, pač kot vid, če gledam tak, je bil zamegljen. Jaz sem mogoče videl, pa mene 3 metre, recimo. Vse ostalo naprej je bilo pa megleno. Da se ne pogovarjamo o ravnotežju, ker pač, ko so me postavili na noge, je šlo kar desno, tako, fejs desno. Tako da bi bil nažgan. Po kolkem času? Kar takoj po operaciji? Ja, tako je. Kar hitro, aha. To je tako, ja. V bistvu probajo pač čim prej te spraviti na stanje, zato da pač se malo pomantraš, oziroma da pač da gre ta stvar precej bolj hitreje, kot bi pač lahko, ne. Glavno pač malo moraš prisiliti se, no. Ja, in pol si tam pač načeloma prepuščen za sebe, v sobi. Vem, da sem imel delovno terapijo. To so take tiste otroške vaje, sem dobil. Zlagaj te like po, kako se reče, po istih... ko so bile oblike, pa tako, da si skupaj puzle, ali kako? Ja, v bistvu po oblikah si mogel potem to zlagati, pa potem, ne vem, risati recimo, pa ne vem, pač take otroške vaje za, kaj jaz vem, to 2-3 letnika recimo. Pa dobro, fizioterapija še tu je bila zraven, ampak dobro, fizioterapija ni bilo take panike, pač vseeno sem bil nekako fizično malo bolj pripravljen kot rečemo temu potem marsikdo. gibal si lahko, mislim, to je šlo gibanje. Gibanje je bilo, ja, ampak je bilo omejeno. Gibanje je bilo omejeno, kar se tiče samo desne strani. Recimo tudi, če te recimo kabz možganska zadane, imaš možgane levi, desni del, če te levi
boš imel poškodovano desno. Če boš imel pa desno, boš imel levo poškodovano. Ne. V bistvu, ker smo pač imel možgane po levi strani poškodovane, oziroma pač operirane, je bila prizadeta desna stran. V bistvu je bilo pa tako, da čutil nisem kaj dost desne strani, da se pač celo telo, ne. Od stopala do roke, oziroma do dlanine. Tako da je to. V bistvu, jaz sem pozabil povedati, če končna velikost tumorja je bila 4x5 cm. Iz 2x1 na 4x5. Tako je. V bistvu so mi povedali potem kasneje, ravno ta zdravnik, ki ga pač malo pozna. Oziroma ne, motim se. Mislim, da je to bilo v kliniki, no, da je bilo maksimum mogoče 2 meseca življenja. Tako da, to so pač pol kasneje po operaciji povedali, no. Zdaj sicer, zdaj nisem točno ziher, ali je ta pač, pa mislim, da je to bilo v kliniki povedano, no. Ampak vsekakorkoli, no, se nima veze. Liko si razlagal pri teh puzlah, ne, ti, ko si jih mogel sestavljati, si ti dojemo, da si zmožen to sestaviti, ali... Mislim, puzle, bile so oblike, ne, pač, ne vem, kaj so recimo, ne vem, krog, trikotnik, karkoli, ne, pač v bistvu, in pol si ti to, ne vem, trikotnik dal, ne vem, v krog, pač ne gre, ne, pač tako je v redu, pač bom probal nekje druge. V bistvu, po operaciji sem se jaz sam pri sebi rekel, ok, preživel sem, zdaj pa to tako ne bo šlo, potreba priti nazaj, ne. Zdaj, jaz ne boš celo življenje sužen nekomu, ne. Oziroma, da bi bili drugi sužnji, no, tebi. Glej, pač bo treba probat priti vsaj na tako raven, recimo, kot je bila. Pač, zdaj, to, če bo, ne veš. Pač probaš se potruditi, je pa tako, da pač mogoče vsak mora imeti malo, rečemo temu, v glavi pošlihtano, no. Kaj je primerno, oziroma kaj ni primerno, kar se tiče nadaljevanja, ne. Zdaj, marsikomu po tem, oziroma po tej stvari, rečemo temu, pade dol vse, ne. To je pač v večini primerov. Pridem pol še do rehabilitacij. In v bistvu, pač se pravim, jaz sem to vzel, tako kako sem že prej rekel, kot neki izziv. Zdaj, če je to pač bilo uspešno, z, rečemo temu, minimalnimi težavami, kot operacijsko, oziroma kot zdravstveno gledano, je bila operacija uspešna. Vse, kaj je bilo pa potem, je pa druga stvar. Glavnem, odstranili so, tega ni več, operacija je bila uspešna. Stanje, v kakšnem pa sem bil, je pa druga stvar. No, v bistvu tole se pa zdaj začelo, ne. Sprej rehabilitacije, kar bi lahko rekel, da je bila ravno to kalvarija, tako je, v bistvu, to je bila kalvarija. Ne operacija kot taka, ne. Mislim, ja, operacija ni kalvarija, ne, ampak kalvarija je bila okrevanje. V bistvu, okrevanje tisto, katero je zaznamovalo pač, rečemo temu moje življenje, no. Ti si, na primer, po operaciji bil koliko časa po tem UKC-u, da so te v Sočo premestili? Je to bilo v bistvu, jaz sem bil, 10 dni sem bil v kliničnem centru, v Soču pa sem šel, mislim, da v začetku februarja ali pa konec januarja. Potem si bo šel ti domov? Ali ja, mesec dni, ja. Mesec dni sem bil doma, ker pač to ne gre tako hitro, ne, pač itak moraš dobiti napotnico, oni preverijo, če si pač primeren kandidat za to in tak naprej, ne. Pa ti si bil zmožen iti peš? Mislim, peš. Ne, zdaj smo peljali.
Nisi mogel hoditi. V bistvu ti si Hodil, skoraj ja, prišel. ne, vse sem hodil. Si hodil, ampak zelo težko. Ja, pač... Ti si rabil 24-urno asistenco potem, Mislim, ko si prišel domov. tako hudo ni bilo, no. Aha. Babica je bila doma, tako da ni bilo panike. Mislim, jaz sam sebi si zajtrk ali pa kosila ne bi znal narediti, to je res. Tako da pač bil sem na očeh, no. Na očeh domačih, ki so pač dejansko skrbeli pač ta čas, ne. V bistvu vse so bili na stop strani. Tako da, ja, v bistvu pač začneš se učiti, ne. Pač dejansko se učiš znova. Pač kot da imaš malega otroka, recimo. Ti si se mogel naučiti v bistvu, ne vem, jest, Ja, v končni fazi iskati loviti ravnotežje. Ja. Govoril si lahko? Ja, 3 stavke sem govoril. Kdaj grem domov, koliko je ura. 3. stavka pa se žal ne spomnim. To so bili 3 stavki, ki sem jih jaz govoril po operaciji. Non-stop. Oh. In pol, če si dobil mamo na obisk, kdaj grem domov? Ja, ali pa koliko je ura. Pa si ti vedel, da bi želel še kaj več povedati? Ali... V bistvu, to je tako zelo težko je povedati, ker to je, mislim, ne znam niti odgovoriti na to. Ker vem, da sem govoril samo to, vse na začetku. Vse pol, v bistvu, po tej operaciji, vse pol to šlo načeloma koliko toliko hitro. Mislim, to je spet relativno. V glavnem, znal sem se pol sporazumevati. No. Če ni druga, sem malo s kretnjami nakazal. Kaj sem jaz pač imel probleme po operaciji, je to, da ta dolgoročni spomin je ostal. Ne. No, to je super. Pač to je ostalo. Res pa, da jaz tega nisem znal uporabiti. Ne. Pač jaz si lahko zdaj predstavljam, pač kozarec, ne. Kozarec, pač vsak normalen ve, pač to je kozarec. Jaz vem, kaj s tem lahko začnem. Jaz tega nisem vedel. Jaz sem vedel, da to je kozarec, ampak kaj si jaz s tem začnem, nisem vedel. Isto je bilo recimo, ne vem, vedel sem, kdo je mama, nisem vedel na imena. Vedel sem recimo, kaj je krožnik. Ampak jaz krožnika nisem znal uporabiti. Isto je bilo pri priboru. Vilca, nož, žlica. Pač, ok, pribor, v redu, ampak zdaj pa kako jaz na juhu jem, ja, nič pač bom probal. Pač vem, da sem vilcu vzel. Pač gre vse skozi, ok, to ni prav. In potem sem vzel žlico, ok, pa je to v redu, ne. Pa tudi kot sam prijem si vedel, kako je prijeti, ali si se ja, tudi... Ja, ne, to sem vedel, ja. Si vedel, to sem vedel, okay. Sicer se pravim, pač bilo je bolj tak... Moče malo bolj nerodno. Malo nerodno, ja. Ampak je šlo, pač v bistvu si se pač mogel malo pomantrati, no, po domače povedano. In pol smo prišla v sprejem v Sočo. Tako, kako dolgo pa si potem imel tam rehabilitacijo? 3 mesece. To sem bil pa 3 mesece. Imel sem delovno terapijo, fizioterapijo in logopeda. Pač... Kako je bilo tam? To je pa ena izmed najbolj groznih izkušenj, ki sem jih kadarkoli imel. Jaz moram priznati. To je grozno, to je res grozno. V bistvu marsikdo sploh ne ve, kaj vse je tam. In recimo, če si pač predstavljaš ljudi, ki pač, ne vem, tarnajo, se smilijo sami sebe. Pač pa ne mislim zdaj Soče, ne, ampak ljudje, ki so zdrave, pač relativno, no. No, ko prideš tja, boljše le vidiš, kaj pomeni biti bolan. Tako da, jaz mislim, da bi bil prav, da bi marsikdo, ko se smili sam sebe, da ga pač malo... Da bi obiskal Sočo, ja. Kakšna delovna terapija, kaj pomeni volja do življenja? Tako, v bistvu, ja. To je... Vztrajnost, borba. To je Soči, ja. V bistvu jaz sem bil 2 tedna tam, pa sem mislil, da mogo iti. Ker to je res grozno, res je grozno. Ti v bistvu si ne znaš niti predstavljati, kaj ljudje grejo skozi, v kakem stanju so. Res, to je res grozno, no. No, v bistvu pač pol vseeno se nekako sprijazniš, da pač mogoče pa ostaneš, ne, da
da pač za tvoje dobro, ne? In se pač nekako navadiš ljudi tam, ki so, ne? To so nevrološke težave, predvsem večina je bilo starejših, tam rečemo srednjih let do rečemo temu detkov, ne? In babec. Jaz sem bil sicer v tretjem nadstropju, mislim, da. Ali je bil pa drugo. V glavnem, nevrološki oddelek. Ne? Nevrološki oddelek, jaz sem bil najmlajši tam. Najmlajši. In to so bili večina, se pravim, kapi, pa potem nekaj je bilo tudi možganskih operacij, ampak tega je bilo ful manj. Ja, in... Kako pa je izgledal potem ta vsak dan za tebe? V dopoldanskem času imaš potem fizioterapijo, delovno terapijo in pa logopeda. To je bilo, mislim, da je bilo to vsak dan, za logopeda pa nisem čisto ziher, če je bilo vsak dan. Vsaj 3-krat je bilo. V bistvu pač delaš vaje, potem pri fizioterapiji krepiš, ne? Pač moč in tak naprej. Logopeda pa pač se učiš govoriti, ne? Tvoriš stavke in tak naprej. To, ko pač logoped dela, ne? In to je bilo vsak dan. Kdaj ti je bil ti, mislim, kjeri trenutek ti je bil najtežje tako v Soči, da se spomniš, da se ti je res otisnil? To, ko priješ, tja pa ne znajo govoriti. Ko je govor, ni govor, ampak je piskanje. Kretnje. Se pravim, človek v bistvu zdaj se načeloma zaveda, ali pa tudi ne, no. In človek ne zna povedati. Kaže ti, pa ti piska, oziroma pač nerazločno, ne. In to je grozno, to je res grozno. To je edina stvar, ki je bila meni grozna. Ni problem, ne vem, pač da človek nima noge, ali pa roke, ali pa karkoli. Ampak to je pa res grozno, no. In dejansko vi ste se v bistvu spredponali, kako se potem učijo govoriti, ali kako? Zdaj, eni ostane taki, ko so, to je pač predvsem posledica kapine. Eni pa pač se pol nekako, recimo, koliko toliko popravijo, no. Ampak se pravim, pač to ni, zdaj, na kakšen način to gre skozi, ne vem, no. Ampak ja, v bistvu to je bilo nekaj, kaj pač meni tako precej ostalo v spominu, no. In to je nekaj, kaj ne bi rad še enkrat šel skozi, no. Čeprav kot recimo sama operacija, če bi bil na istem mestu za isti dogodek, bi rekel ja, bi še šel enkrat skozi. Ampak se pravim, pač rehabilitacija je bila pa, jaz moram reči, kar težka, no. Kar težka, se pravim, trajala kar dolgo, no. Kar dolgo. Pa dejansko tam si bil med mlajšimi, si mogoče uspel navezati kakšne... V bistvu ja, res je. Si imel stike? V bistvu imel sem 3 sostanovalce v sobi. Vem, da sem bil v 10. sobi. To je zadnja soba v Soči. Z enim smo še v stiku, iz Postojne je gospod, srednjih let. Ja. Mi dva se slišimo, oziroma, če grem kaj čez Postojno, se ponovadi vstajam pri njem. En gospod je bil iz Prekmurja, žal pokojni. Žal že pokojni. Pri njem sem tudi bil enkrat. Tako da ja, v bistvu, z drugimi pa ne, no, pač bolj kot ne samo v sobi, ne, ker pač si imel pač največ stika z njimi, no. Drugače pa ja, kar se tiče kar se tiče dneva, je pač dan je bil taki, kot je pač bil, ne. Pač zjutraj dopoldan si imel te terapije, potem pa si pač imel prosto po Prešernu, no. Tak da... Bilo kar rekel, da je bil tudi kakšen, mislim, sej, vedno so lepi pa težki trenutki, ampak je bil tudi v Soči, kdaj kakšen res taki lep trenutek, kdaj ti je bilo... Mislim, vsak dan je bil lep, no. Sploh, ko si videl, da v bistvu stanje napreduje in ljubljanski Soči res delajo čudeže, no.
res čudeže, oni se res potrudijo, dejansko se posvetijo vsake kot posamezniku. Ti nisi številka tam, ti si pač oseba. In jaz imam samo pozitivne izkušnje, kar se tiče tega. Dobro, pustimo to, da pač, ko sem tja prišel, sem bil šokiran, ampak kar se tiče dela pa profesionalnosti, to je pa res kapodolno. Zdaj, potem pa, če se, tebe bom rekla tako grobo, so se stavili skupaj, ne? Da si sfunkcioniral. Kaj pa potem zdaj? Vseeno ti si bil pisan na faks. Ja. Učil si se govoriti in brati. Zdaj pa, a bomo midva nadaljevala, ker vem, da ko je bila pa ena točka, ko pa so ti, bom rekla, neglih, rekli, glej, ti tega nisi sposoben. Ja, to je bilo pa naslednji korak, ko sem šel pa v mariborski oddelek Soče. No, v bistvu, ne bom zdaj šimfal vsega, ne, ker to bo pač grdo, ampak pristop je bil napačen, recimo. No. Pristop je bil na podlagi kot skupina, ampak človek ni skupina, človek je posameznik. In pač ti vseeno pričakuješ, da se obravnava kot posameznika. Ne. In ne glede na to, v kak slabem stanju sem jaz bil. Mislim, pač jaz, če bi sam sebe videl, bi rekel, ta je gotov. Pač po domače povedano. Ampak jaz nisem za to sposobljen. Zato so usposobljeni kadri, delovna terapija, predvsem delovna terapija, da se pač posveti pač posamezniku. Ne. In pač mogoče je pač tudi fajn, da se to gleda kot posameznika, ne kot skupina, ne? Ker v mariborski Soči je to bolj kot neka delovna terapija, pač na podlagi kot neka skupina, recimo. Ne? In pač valjda to pač meni ni bilo všeč. In poleg vsega sem še dobil zelo negativen komentar, da pač jaz itak nisem sposoben za fakulteto. Kar je po 3 mesecih ljubljanskega truda padlo vse dol. In potem sem rabo en da sem k sebi prišel. In sem pač rekel, zdaj, če je to tak, ne, bom pa jaz dokazal, da to ni res. In sem šel. To, Simon! In potem sem šel, ne. In pač tam smo se tudi sedli za mizo, da pač to tak ne gre, kar se tiče z njihove strani. Da pač jaz pričakujem, da se pač dela to tako, kako se je tam, zato so oni tudi tam. In tako se je pač začelo. V bistvu, jaz sem bolj tudi omenil na delovne terapije, mislim pač tu v Soči, da pač jaz bi šel na fakulteto nazaj. Pač konec koncev, več kot neuspeh ne more biti. Ne? Tako. In tako so bili sicer malo bolj skeptični glede moje odločitve. Ampak so rekli, če pač hoče na grdo iti skozi, pač ne. Vrede. Ja, in pol se je začelo. In sem šel pol na fakulteto. In so pač fakulteta je tako bila na feriji je bil takoj za. Šli so me ful na roko. Ni bilo problema, kar se tega tiče. Imel sem deljene izpite. Izpite sem si pol tudi sam nekako prilagajal. V glavnem, feri res zelo so bili, kar se tega tiče. Da so res nosili tudi podporo. Ne? Podporo, ja, zelo so podpirali. Oni nimajo, mislim res, tudi kar se tiče, ne vem, sam referat, pa to je vrhunsko. No. Koliko se spomnim za zmaga, to vem, da ni bilo nobenega problema, se je dalo dogovoriti. No. Ja, v bistvu pač... Ampak vseeno, Simo, meni to je... Ne vem, mislim, niti tega vse težko je, da bi rekla, da bi podeživela, ali da bi... Težko me je to razumeti, da dejansko ti si se mogel učiti brati in pisati in si šel študirati.
Ja, v bistvu sem hotel dokazati. Spominom si še imel malo težave. Ja, v bistvu imel sem še neke tablete proti epilepsiji in te tablete še dodatno zavirajo. Mislim, midva smo se učila nazaj brati, zdaj pa si ti preskočil na strokovno literaturo, ki jo mi zdravi nismo. To je bila trma, bolj kot eno. Kako je izgledal ta tvoj študij, tvoj študiranje? Mislim, ti si se en dan učil, kaj drugi dan si vedel, da si jaz sem, da imam tak en laični primer. Pač ti si prebereš, ne vem, eno stran, pa boš znal opisati recimo nek povzetek. No, jaz sem mogel prebrati 10krat, zato da sem vedel. Pač znati. Kje si ti črpal to vztrajnost? Trma. To je vse bila trma. V bistvu hotel sem dokazati delovni terapeutki, ki je dvomila v mene, kar se tiče fakultete. To je bil moj, kako se to reče? Motivacija. Daj dokažem. Kaj si šel zdaj, pa si dal diplomo, pa potem še magisterij na mizo? Takoj, ko sem diplomiral, sem šel tja, pa sem jih vrgel na mizo. To je to, kar ste rekli, da nisem sposoben. Pa sem nekaj prijem čez 2 leti z magisterijem, pa sem čez 2 leti prišel z magisterijem. Simon, yes! Verjetno je bila... Ja, nič, pač šokirana je bila. Ampak kakorkoli. Vse se zgodi z namenom. Tako da, ja, v bistvu včasih vseeno se moraš malo... Trma zna biti zelo koristna, no? Ampak vse v mejah normale. No? Ja, to je. Zdaj, spet je pač odvisno, za kaj se gre. Ne? Dobro, recimo, če je nekaj takega, pol definitivno trma v pozitivni smeri. Ne? Zdaj, če si trma v drugačni smeri, pol to druga stvar. To postimo. To je res. Ok, mi smo potem res naučila se. V bistvu ti si uspel po rehabilitaciji, v bistvu si diploma pa to magisterij si potem skoraj da v rednem roku ti upravo. Ja, res je. Učil si se 10krat več, si se mogel učiti. Na začetku, ja. Se ko so recimo, ko si možgane streniral toliko, v bistvu ti jih moraš, rečemo temu malo pomantrati, no. Se je to začelo odpirati, no. So se stvari začele odpirati in je to šlo, to je res bilo zelo hitro pol. Tako da sem, koliko sem mesne, pol leta recimo, nekaj po operaciji, da se je stanje kar zboljšalo. Ampak ja, se pravim, pač to je bilo, mislim, šok je, ne, pač šok je, ampak zdaj to ni za konc sveta zaradi tega, ne. Je pa res, da po mojem tudi dosti odvisno od karakterja človeka. Ne? Ja, to je res. Pa tudi psihično, koliko ti dojemaš. Ker tako si lepo rekel, eni se bi verjetno v tej točki že sesedali, ne? Ja, v bistvu to je, ja, smilic sam sebi, ne, to je definitivno ne. Imaš pa borce, ki se... Ja, ni konc, ne, vse koncev jaz sem preživel. Ampak, zdaj, moja naloga je bila, pač na meni je bilo zdaj to, ali bom ostal, pač, rečemo temu, kaj se lahko grdo izrazim, kripl, ali pa bom pač probal nekaj narediti na sebi, pa bom pač probal priti naprej. Oziroma, priti do nekega stanja, v katerem bom sposoben za sebe pač poskrbeti. To je zdaj pa druga stvar, ne? In pač jaz nekaj, jaz ne bom zdaj nekomu v breme non-stop. Pač jaz bi se eno rad, rečemo temu, živel. Ampak zdaj, da prideš do tega, pa moraš nekaj narediti. Ne? Pač, mislim, ta rehabilitacija, to je bila res kalvarija, ne? Zato sem pač rekel prej kalvarija. Se to niso bili samo dobri trenutki. Dejansko so bili vmes tudi precej slabih trenutkov. Neštetokrat sem obupal nad sabo. Dejansko neštetokrat. Jaz ne štejem več, oziroma nisem štel več. Ampak to so bili časovni razponi po teden, 2 tedna, ki sem bil brez volje, ki mi ni bilo do ničesa več. Ampak potem sem rekel, glej, pač to ne gre. Dejansko ne gre.
In pač rečeš, ok, sem pač spet malo potrudil, pa spet malo. In zdaj je tako, kak je. V bistvu, jaz lahko rečem, da je v bistvu stanje boljše, kot je bilo. Ti si dejansko s tako močno, s tako grozno diagnozo, dejansko si, bi rekla, lahko dvignil kvaliteto življenja zaradi tega, ker tudi veš, mogoče ene stvari čist drugače dojemati, pa čist drugače sprejemati, vrednotiti. Ja, v bistvu gledaš po vsakih takih življenjskih dogodkih, recimo gledaš stvari precej drugače. Dejansko se ti pogled na življenje se ti spremeni. Gledaš drugače. Glavnem, to je to. Rekel si že prej, bil si športnik, Ja, potem si imel omejitve v športu. ja, še vedno je. Mislim, blono. Maš je, ampak zdaj pa ne. Ko pa pol pogledam ta tvoj profil, mi je bilo pa zelo zanimivo. Na Facebooku sem te malo povohunila in mi je bilo zanimivo, ne, da večinoma dogodkov, ki si jih udeležil, so bili maratoni ali pa polmaratoni, ne? Gre manj tudi, no. Dobro. Ampak tega je tako, wow. In zdaj, če si imel omejitve, zdaj naenkrat pa tečemo 21 km, 42 na polno. Dobro, zdaj, Vse ali nič, ali kako? Začelo se je, mislim, da je bila prva tekma bila po 2 letih, recimo. No. To se pravi, mislim, da je bilo 2013, nekaj takega. No. Ampak to je bilo pač zgolj tak. Udeležil sem se samo. V bistvu pač meni so takrat rekli omejitev. Pač v mejah normale, no. Skupinski športi itak odpade. Ne. Žoge, mislim, ker so športi z žogo, definitivno ne. Ekstremni športi, ne. Absolutno ne, čeprav jaz sem bil ful razočaran nad tem. Ne. Ampak, Ti bi verjetno že skočnega letala, da skočil. Ja, bi, definitivno. Želel imam iti na bungee jumping, najpol je bilo to tako, da to ne bo šlo. Ja, in potem neko, kaj pa pač meni ostane, a lahko laufam? Načeloma ja, ampak v mejah normale. Zdaj, mejah normale, to je zdaj tako zelo relativno. Zelo relativni pojem, pač meni se je zdelo v mejah normale, ampak pač definitivno ni bilo. Tako da ja, pač bil, pač začel sem z enim tekom tu v Mariboru, mislim, da je bil tek ob Draji, nekaj takega. Ja, in potem se je to tako začelo, ker pač meni je to bilo fajn in se pač začel udeleževati. Rezultati so bili pač solidni, pa se neko vredo, jaz pa bi zdaj to začel hoditi. In pač, kako ti začneš, in tako je to zdaj bilo, pol že nekaj časa je minilo, stanje se je itak toliko zboljšalo, pač še vedno ostajajo omejitve. Omejitve so bile pač predvsem, kar se tiče napora. Ampak dobro, tvoja partnerka Nuša je rekla, Simon je športnik, ne? Največji del njega predstavlja tek, če le lahko dan preživi zunaj. Ja, res je. Zunaj je tvoja svoboda, ampak kaj te vleče v te tekaške zmage? Kaj ti daje tek? Je zate dokaz, je darilo? Ne. V bistvu jaz grem laufat, oziroma tečno, da se bolj lepše izrazim, da se v bistvu malo odklopim. Pač jaz si dam muziko oziroma glasbo gor na slušalke in grem. Pač jaz takrat, pač, ko grem, se sprostim. Dejansko nimam nobenega, večina laufam sam. Dobro, včasih prije, zadnjo leto prije vmes tudi kolega zraven s kolesom, ampak pride tu pa tam. No. V bistvu jaz grem za sebe. Jaz grem za sebe, zato da se pač odklopim od vsega. Malo razmisliš določene stvari sam pre sebi, malo se zluftaš, po domače povedano. No. Na soncu si, vseeno pač nadihaš se svežega zraka, oziroma kisika, kar je ful pomembno. In to je eden izmed razlogov, pač jaz, da hodim na te stvari. Kar se tiče pa tekem, je pa tak, da... Pač jih je, ne, zdaj, gled, če si šla samo pogledat, ne?
Dosti jih je. Že si napisal, mislim, označil si, da prijaš Markoton, Wings for Life, Blagoški tek, nočni tek, Celje, Šmerješki. Nekdo je res naredil. Pol imaš Mr. Bona, Zavrh, mislim, to je, kaj, vsak teden pol, ali mislim, vsak vikend greš laufat na tekmo, ali Je največ tega ogromno, jih sploh šteješ. Ja, v bistvu največ, če se jaz prav spomnim, je bilo 24 tekem v enem letu. To je bilo, ne vem, mislim, da 2019 to bilo. Ne, če se jaz presvojim, ampak nija veze. Pač jaz grem, jaz to grem, v bistvu jaz to gledam kot nek izlet. Izlet, pač zato se ne udeležujem samo tu v tem okolišu, pač grem pač po Sloveniji, grem v tujino. Pač v bistvu jaz grem zato, da vidim stvari. Ker pač, ko hodiš peš oziroma ko laufaš, pač vidiš dosti stvari. Ne zdaj, pač, da se voziš z avtom, ok, se vidiš, ne? Ampak če greš peš, pa vidiš še več. Z druge strani pa je potem tudi druženje. No. Druženje, ki pač spoznaš ljudi na samih tekmah oziroma pač v teh dogodkih. Tako da je pač bolj kot ne tudi to. Dobro, z druge strani pa pač bolj tudi to, da pač malo sam sebi dokažeš. Pač, zdaj na zadnjem, ko si bil na tem Istrskem, ne? Ja, dobro. Ta je bil malo poseben, ja. To, da sem na štart zamudil, pa da sem pol bil četrti na koncu. Dobro. Ampak tako kot ti je rekel, ne, kaj že bil tale voditelj, ti je rekel, človek ti bi skoraj bil prvi, pa zamudil si. Ja, malo je manjkalo, dejansko je malo manjkalo, po času bi zadnje 3 km me je malo zmanjkalo, ampak do 17 km sem imel prednost cirka minuto. Tako da bi bil prvi. Noro. Pa tudi osebni rekord je padel, ne? Tudi, ja. Neverjetno. Tako da ja, v bistvu pač se pravim, pač bolj kot ne je druženje. No. Druženje in pa potem, da se pač spoznaš oziroma vidiš ljudi, pač pogovarjanje. No. Pač meni je to fajn, da pač greš nekam, vidiš stvari in nisi non-stop doma. Vseeno, pač, če greš nekam, pač dobro, res da pač to vseeno malo tudi stane, no. Ampak, gledaj, pač ti pa začini življenje, mislim, čist drugače ti ja, naredi, pač v bistvu vidiš nekaj, se pravi, pač imaš nekaj, kaj boš imel, ne vem, rečemo temu na stara leta, ki so še lahko spomenja. Ja. In pač vse kjerkoli sem jaz do zdaj bil, mi denarja ni škoda, no. To je pač najmanjša stvar. Mislim pač res, da pač finance so pač finance take, kot so, vseeno pač moraš gledati malo na stvari, ker te teki niso ravno poceni več. Ampak na koncu koncev, gledaj, pač zdaj, ko smo glih ko si rekel, da rad hodiš na te teke, ne? Mi je bilo zanimivo, tvoja Nuša je rekla, da si tudi zelo gurman, rad tudi kaj skuhaš, ampak da si kraje, ki jih obiščeš, zapomniš predvsem pod restauracijah. To drži. Ja, dejansko ja. Jaz pravim, če pa kaj pa jedo, ne bom slabo. Bravo. Tako da je ponovadi pač treba malo pogledati po teh kaj so ocenah. To vedno pale. No. Tako da, če grem res pogledati, da so ljudje bili ful zadovoljni tam bili in program jaz tudi probati. Pa podaš ti pol tudi oceno? Ne, to je pa ne. To je zelo redko. No. Kaj pa, naprimer, če bi zdaj prišel tujec, ga gostiš v Slovenskih Goricah, evo ti, kam bi ga lahko kampelo? Mislim, dalo bi se najti kaj, no, ampak za tak na prvo roko ne vem. Ne, bi te se čisto... Nekaj pa že reklamo delam. Če bi pa mogel izbrati eno, tako zdaj v Sloveniji, ali pa kje si res dobro jedel, pa bi rekel eno. Tega je bilo pa res preveč. Mislim, zdaj... Pa imaš bolj domačo hrano ali bolj kakšno? Ne, čisto eno je. Aha, okay. Mislim, zdaj, če smo že bili narti, ja bi šel pač tu na hamburger, ne. Burger House. Dobra izbira. Če smo veš, da je zdaj že ene par dni študiral, da bi šla. Tako na hipe me pol prespreleti. Hamburgere ima res dobre. Ja. Moram reči, ker naprimer jaz sem vegetarijanka, ne. Ampak to je izjema, ne? Ne. Ampak hotela se reči, isto ostajam na vegetarijanskem, ampak ni vsak vegetarijanski dober, ampak ta je pa... Ne, hrana je res, tu je res vrhunska, no. Drugače pa ne. Marsikera gostilna oziroma restauracija v Sloveniji je dobra. Jih je preveč. Jih je dejansko preveč.
Kvaliteta hrane pa Kvaliteta je pri nas visoka, res zelo na visokem nivoju. No. Se strinjam. Dobro, zdaj pustimo tiste Michelin in tako naprej, to je druga kategorija, ampak, ampak tista normalne restauracije oziroma pač neki osnovni rang, pač nekaj splošni rang, no. Pa ja, pač je ogromno. Če ne vem, bi lahko primerjala, ne vem, Ameriko ali pa Slovenijo, mi imamo res dobro kvalitetno hrano. Ne vem, tam še nisem bil. Tja boš mogel iti na kakšen maraton, te kdaj kaj zamikati, tako da bi... Bi šel, ampak se moram prvo kvalificirati s časom, ki ga trenutno še nimam. Ampak jaz verjamem, da tebi bo vse ratalo, no, če si... Ker tudi to, ne, evo, Nuša je opisala, ne, zakaj sem zdaj navezala. Simon je pogumen, potrpežljiv, odločen, igriv, zelo delaven in discipliniran. Ja, discipliniran. Vse, česar se loti, poskuša narediti vestno, natančno, uspeh pa doseže s trajnostjo, marljivostjo in prizadevnostjo. Ja, bi se kaj strinjal. Ja. V bistvu, kvalitetno narejena stvar je pač vseeno tista, ki pač jo jaz res ful cenim. No. Tako da nič ni na pol. Tako da tudi moja rehabilitacija ni bila na pol. Je bila do konca. To si dokazal. Ja, in v bistvu pač to me je se tudi vtisnilo v mojo življenjsko pot. No. Tako da ja, to je res. Zdaj, če se še dotaknemo, vem, da takrat, ko smo se spoznala, si bil zaposlen na univerzi. Sedaj si pa potem giblješ se v teh IT vodah. Ja, res je. Ja. Se mi pa zdi, ko sem pogledala, kje si zdaj zaposlen v mednarodnem podjetju NIL. Tako je. Pa je že tako, ko ima slogan, ne, IT for better life, se mi je zdelo. Ja, v bistvu. Spet, ko da ti je... Dobro, vmes sem menjal precej služb, bil sem vmes tudi v Slovenjgradcu, res sem bil ful zadovoljen. Na enem podjetju Troja. Res smo se ful dobro zastopili, no? Ampak pač je v bistvu potem prišlo tako, da sem dobil eno ponudbo, ki je nisem mogel zavrniti. Okay. In sicer tako, kot si omenila, na podjetju NIL. Tu sem zdaj cirka, mislim, da bo 3 leta. Mislim, da nisem ziher. Tako da ja, v bistvu bila je življenjska želja je bila, da prijem v cyber security oziroma v omrežno varnost, no, kar se tiče, kako se to reče, branjenja pred zlonamernimi kodami oziroma hekerji. No. To sem imel vedno željo, ampak ko sem jaz pač bil še na fakulteti, so te delovna mesta bile zelo nedosegljiva. To je bilo, vem, da se spomnim se, da je bilo to izkušenj si mogel imeti, mislim, da najmanj 10 ali pa vsaj 5 let. Glavnem tega ni bilo, no. In ko so me pač poklicali iz tega podjetja, iz NIL-a, sem bil pač na začetku kar malo šokiran. Tako da v bistvu sem pač naredil še eno nalogo, oziroma pač priješ v podjetje in tako moraš vsaj pokazati, da vsaj nekaj znaš. No. Ja. Tako da ja, in tako so me potem tudi vzeli. No. Je pa zanimivo, ne, vseeno živiš v Lenartu, delovno mesto je po Ljubljani. Ja. Kako pa zdaj to handlamo? Dosti je delal doma. No. Delal doma. Mislim, delo doma je spet tak, ne. Zdaj, to je zelo na meji. Disciplina je prva stvar, ker pa če delaš od doma, delaš vse drugo zraven. In pač to tudi ne gre. Ne. Tako da jaz načeloma sem se nekako sam pri sebi zdiscipliniral, da pač ko je delo, dobro, še vedno je vmes dovolj časa za pač določene stvari zraven, istočasno. Dobro, pridejo dnevi, ko je res kaos. Pač pol res ne gre, ne. Ampak načeloma se da. Tako da, v bistvu, če se le da, probam iti v Ljubljano pač vsaj enkrat na teden.
Zato, da me vse sodelavci vejo, kako izgledam. Da se malo podružite. Tako, ja. Greste skupno kakšen maraton, to tudi kaj? Ja, res je. Ja. Preko podjetja. Okay, vam to tudi Bili smo lani, smo bili na poslovnem teku Trojko, smo bili 3. Oba! Tako da je nekaj, so dogodki, ki imamo skupno. No. Super, odlično potem tako delovno okolje. Ja, delovno okolje to je res izjemno. No. Pač jaz same pohvale. Tako da se pravi, jaz sem res ful zadovoljen in nimam kaj, no. Zdaj, naprimer, dobro, smo bolj v IT vodah, vemo, da bolj ko ne, imamo bolj ta sedeči položaj, ne, ti to zbalansiraš s tekom, ampak boj, da ni samo tek tisto, kar delaš, ne. Rad pa je, imaš tudi kakšno odbojko na mivki, to je bilo rolanje. Ja, z rolerji se tudi včasih pelam, ja, to je res, ja. Jaz drugače imam tudi furada rolanje. Čeprav mi je zdaj Zmago rekel, veš, zdaj pa ne moreš iti na rolerje, ker si ven iz vaje, boš se kje polomila. Se pole naravno. Ne, drugače, ja, z rolerje, zdaj sploh, ki so te kolesarske steze, to je kar dobra stvar. No. Drugače, odbojka sem sicer šel s kolegom, bili smo, več nas je bilo. No. In tako so vedeli, da pač v glavo ne palijo. Ne. Ja. Ampak to je bilo pač bolj redko. No. Pač hodil sem, parkrat sem bil, potem sem itak začel laufati spet. Po zimi pa smučanje. Tudi, ja. Smučanje je sicer ful dragi šport, ne, tako da grem bolj po redko. Pač sneg mora biti, no. Če ni snega, pač stojijo tam. Ja, to pa je tudi škoda, ne? Kakorkoli. Mislim, da se ne ponuca, da se gre, ne? Ja, pač. Ampak je, kakor je, ne? Ena stvar še je bila med dogodki, ki mi je padla v oči. Tuning šovi. Kaj je to? A to tudi rad greš? Predelanje avte. Tvoja neka ljubezen? Ja, v bistvu... Ja, neke vrste, ja. Tudi sam sem navdušenec nad športnimi avti. Lahko rečem, da pač imam nekaj vsaj športni izgled no tega. Ni ravno športno avto, je pa športni izgled. No. Tako da sem se vsaj malo željo potešil. Ja. Drugače, hodim gledat, ne grem pa z avtom tja. Kaj pa ti je najbolj tako, da te, kjer je avte, ali pa kjer ti je zdaj najbolj ostal v spominu, zadnje, da si bil, pa ti bil, Marcina. To je spet eno izmed vprašanj, ki ne znamo odgovoriti. To je spet, ki jih je res dost. Pač vsak je, mislim, dobro, eni so res stoj pa gledaj, no, ampak jih je pa res dost. No. Pač drugače, če je kak v bližini ta tuning šel, se grem pogledat. Ja. Ker vem, da v Lenartu si bil tu nazaj. Še grem navedno, ja. Mislim, to nimam daleč, to lahko grem peš. Pretečeš. Ja. Ena stvar, ki je jo izpostavila Nuša. Nuša prihaja iz Rade. Trat. Iz kje? Trate. Iz Trat. Zakaj sem jaz mislila, da dva Radence? Okay. Ne. Whatever, iz Trat. Eno stvar, ki je napisala v tebi, ko sem jo vprašala, kaj v bistvu je najbolj všeč pri tebi ali pa jo najbolj navdihuje, mi je bilo ful, točno to sem rekla, evo, točno to je Simon, pa ko te tako poznam, ne? Ampak ona je napisala, tisto, kar me pri njemu najbolj navdihuje, je njegova pozitivna energija, je oseba, ki žareva optimizem, veselje in radost do življenja. Tako sem rekla, po to se bi tudi jaz podpisala, ampak mene zanima, od kje črpaš? Od kje? To je to... Ne vem, verjetno iz vseh dogodkov, ki so se pač zgodili. Ker pač na koncu pač operacija tumorja pač je dogodek, ki ni ravno pač vesel. Ampak ko ti vidiš, kaj se dosego po tej stvari, oziroma po tej operaciji, je pa nekaj, nad katerim si lahko sam ponosen. No. Tako da, jaz mislim, da iz tega, ker konec koncev, gledaj, življenje je kratko. Pač, jaz sam pri sebi vem, pa sem star 35. Ko gledam, recimo, leta letijo. In zakaj bi zdaj bil, ne vem,
se oziral na neke malenkosti, na neke negativne dogodke, na nekaj, kar bi v življenju zaznamovalo kot, ne vem, slabo, karkoli. Zakaj? Jaz nimam cajta se s tem ukvarjati. To je brez veze. In je to, kar pač jaz recimo gledam kot pozitivno. Pač dobro, saj ne moreš ignorirati vsega, ampak pač neke stvari se pač vseeno sprijazniš, pač ok, pač ne gre drugače, ampak na koncu vsak dan je darilo. Ti ne veš, če boš preživel. Jaz ne vem, če bom preživel. Kaj če me povozi zdaj to avto tu spredaj? Ne veš. In dejansko pač moraš ceniti to, kaj imaš, pa ceniti trenutek, ki ti je bil dan. Tako da. Pa dejansko tudi vsem, kar delaš, nekako poslušati sam sebe, svoje telo. Ja, dobro, to... Ja, mogo bi, ja. Fajn je, da veš, kje so tvoje meje, da ne greš čez meje. Dobro, včasih je fajn, da greš, da probaš, da vidiš, probal sem, ampak ne bi raje, no. Ker pač vseeno pri mojem dogodku je v bistvu to ravno ne je bilo pametno, no. Ker lahko bi se pač zgodilo marsikaj, ne. Pa zdaj moraš ti hoditi, če tu na kakšne... Ne, v bistvu imel sem preglede sem imel, mislim, da 2 leti. 2 leti, oziroma tretje leto se je končalo. Spravi, po 3 letih je bilo v bistvu vse konc. Omenjeno mi je bilo tudi to, da je v bistvu rehabilitacija lahko traja od 3 do 5 let. To se pravi, da se vse možgani sestavijo, da se vse te povezave možganske nastavijo tako, kako so, je potem 3 do 5 let. Tako da to so bile neke omejitve do takratno. Zdaj načeloma jih zdaj verjetno ni, ampak vseeno pač gledam na svoje zdravje vseeno. Ne. Pač, dobro, to, da laufam, ok, v redu, ampak so stvari pač, ki se vseeno držim, da se probam izumikati, no. Kakih teh raznih ekstremnih stvari, no. Čeprav bi vseeno šel. Kaj bi pa, na primer, svetoval nekomu, ki gre čez kakšne take črne oblake, podobno, kot si jih ti doživljal? Kaj bi mu položil na srce? Zdaj, prvo stvar je taka, da sam pri sebi moraš razmisliti. Sam pri sebi glede vsega. Ti moraš v bistvu imeti pošlihtano, no, koliko toliko. Pa ni ono, ja, vredi, sej sem premislil. Ne, nisi. Ti se moraš sprijazniti. Ko se ti sprijazniš s tvojim stanjem, potem lahko ti napreduješ. Če se ne sprijazniš s tvojim stanjem, lahko ti govoriš karkoli. In se ne bo spremenilo stanje popolnoma nič. Tako da ja, prvo, kaj je to, da se sprijazniš s tem, kaj se ti je zgodilo, oziroma kaj se dogaja. Šele potem, ko si ti doumel tole stvar, potem lahko greš naprej, oziroma potem imaš možnost napredovanja. Samo takrat. Vsaj tako je bilo pri meni. Pa mislim, da bi to kar veljalo. In lahko povem, da v bistvu ena kolegica iz Kopra je imela podobno stvar. Ona je bila celo v Slovenskih novicah, če se prav spomnim. Pa mislim, da je bila tudi po televiziji, ampak kakorkoli. Ona je imela podobne težave in ona je mene kontaktirala, ko sem bil na fakulteti. Sem šel potem tudi na obalo do nje. Ma poklepetala stvari določene. Oziroma povedal sem ji pač v bistvu s čim sem se jaz boril, no, oziroma na kak način.
sem jaz te težave prešel skozi. No. Isto je bilo tudi recimo na Ptuju. Podobna stvar. Pač v bistvu vse, kaj pač jaz lahko naredim, je to, da pač podam svoje izkušnje, s čim sem šel skozi, kaj sem šel, mislim, kaj sem mogel dati skozi, no. Zato, da sem pač prišel tako daleč. No. To so stvari, ki jih z veseljem delim. Ker konec koncev bo verjetno marsikomu to tudi lahko pomagalo. No. Tako da, ja. Ja, ampak v osnovi prvo moraš ti sam sabo razčistiti. Ja. Prvo moraš Potem pa je tako. lahko Ti ne naredimo moreš, korak. ti ne moreš napredovati, če nimaš razčiščeno. To je prva stvar. In če imaš razčiščeno, načeloma, no, potem lahko recimo napreduješ. Dobro, so izjeme, ki pač to ne gre skozi, ne, ampak v večini primerov je tako, da pač moraš imeti v glavi koliko toliko pošlihtano. No. Simon, reči mi, če bi danes srečal 20-letnega Simona, kaj bi mu povedal? Ojoj. Ojoj. Ne vem. Dejansko ne vem. Pojma nimam. Ne vem, lahko bi rekel, mislim, zdaj, če bi to bil jaz, pa bi bilo recimo dogodek isti, kot ga sem doživel jaz, bi mu v bistvu omenil pač, da naj se potrudi, ker bo vredno. In pač, se pravim, pač na koncu je vredno. No. Trud je bil izplačan. No. Pač ne glede na to, koliko je bilo stanje slabo, pa koliko je bilo to solz, pa koliko je bilo odrekanja določenim stvarem. Na koncu je to vredno. Res je vredno, ker pač konec koncev, jaz, če sam pri sebi gledam, prišel si iz nič, zdaj pa si v bistvu dobesedno prišel oziroma prišel v stanje, katerega si v bistvu sam pri sebi nisem si niti pričakoval. No. Tako recimo na poslovnem, kot na športnem. Ali pa tudi osebnem področju. Na osebnem področju. Tako da v bistvu, trud, pač ne glede na to, kako slabo je, trud je vedno izplačano. Mislim, načeloma. Ok, hvala Simon. Nina, hvala. Zgodba Simona lahko, sem prepričana, navduši marsikoga. In Simon ni zgolj tekač. Je popotnik skozi bolečino, upanje in ljubezen do življenja. Njegova zgodba je tudi dokaz, da omejitve obstajajo, ampak te so vendarle le samo v naših glavah. In če znaš poslušati svoje telo, lahko z njim pretečeš tudi najdaljšo in tudi najtežjo pot. Hvala še enkrat. Hvala.